Pred več kot 3 leti smo predstavili podnajemniško stanovanje nekdanje manekenke in diplomirane notranje oblikovalke Jane Koteske in njenega partnerja Iva. Zdaj smo jih spet obiskali, tokrat v lastni hiši, ki sta jo podedovala od starih staršev. Vmes je par dobil tudi 2 otroka, zato sta udobje in praktičnost postala enakovredna estetiki in slogu. Živijo Jana in Ivo. Živijo. Povejta najprej zgodbo, kakšni so začetki tele vajine zdaj ljubke hišice? Ja, moram najprej povedati, da je to hišica starih staršev od Iva in sva zelo hvaležna, da sva lahko prenovila, imela to priložnost. Čeprav sta imela Ivo in Jana drugačne načrte, ju je hiša svojim sodobnim tlorisom, svetlimi in odprtimi prostori ter visokimi stropi popolnoma prevzela. Ampak prvi načrti niso bili taki, da boste tele zares in za dolgo ostali, ne? Ste imeli bolj začasne plane? Ja, res je. Prvi plan je bil, da bova naredila novo hišo na eni drugi lokaciji, ampak pol sva po skupnem premisleku sva rekla, da bova uredila to staro hišo, prenovila in ohranila tisto izvirnost, ne? Prenova hiše, v kateri prevladujejo les in zemeljski toni, je trajala rekordno kratek čas. Delo je tudi sovpadalo z Janino drugo nosečnostjo. Tudi zato sta se Jana in Ivo hitro uskladila glede izbire pohištva in drugih načrtov. 3 mesece je trajala prenova, tako da smo bili zelo pridni prejšnje poletje, ne? Ja. Oba sva v bistvu ugotovila, da imamo kar podoben okus in sva tla, recimo ploščice, tudi pohištvo zbrala v rekordnem hitrem času, ne Ivo? Ja, naj povem tudi, da so šli izvajalci nam ti lokalni zelo na roko, no. Večinoma se je sicer dogovarjala Jana z njimi, tako da sem jaz v bistvu bolj gledal daleč, ampak... In potrjeval stvari. Pa grejo stvari hitro in gladko, ne? V hiši, ki sta jo tudi toplotno izolirala, sta ohranila tisto, kar je bilo uporabno, na primer okna, del parketa, ornamentna stekla nad notranjimi vrati, kuhinjske ploščice, ograje, tla na verandi in v predsobi. V celoti je ohranjena tudi lovska soba, ki je le nekaj korakov stran od hiše. Lovska soba je ostala skoraj nedotaknjena, malo smo jo osvežili. Zakaj smo se tako odločila? Iz spoštovanja do mojega starega ata. Tako da lovska soba je v bistvu namenjena gostom, ko pridejo, da malo poklepetamo, malo kaj pojemo, se poveselimo in tako dalje. Poleg kamina so tukaj posebno privlačni stoli, narejeni po naročilu, z navdihom Plečnika. Medtem ko je lovska soba prostor za druženje odraslih in po potrebi prostor za delo v tišini, sta tudi mlajša otroka dobila svoj lastni kotiček. Igralnica je kar v dnevni sobi, da sta na očeh staršev in sicer pri policah z igračami in slikanicami. Zdaj, glede na to, da si notranja oblikovalka in da imata oba dva eni čut za estetiko, ampak hkrati v tej hiši zdaj z vama živijo 3 otroci. Ste bila pri opremljanju vseeno malo bolj praktična ali ste rekla, estetika pa mora biti? Praktičnost je na prvem mestu, tudi recimo nisva pretiravala s kakimi dragimi kosi, ki se lahko razbijejo, poškodujejo. Vse je, takšni kosi so bolj na višini. Knjižno polico sva prilagodila mlajšima otrokoma, zato da bosta imela svoj kotiček, ker je to hkrati tudi igralnica njuna. V hiši, ki meri 100 kvadratnih metrov, je izkoriščen prav vsak kotiček. To velja tudi za obe spalnici. Najstarejši Ivov otrok Izak spi v svoji sobi. Zanimiva soba je, ohranili smo lesen strop, se pravi različni vzorci lesa so, ohranili smo tudi vgradno omaro, smo pa tudi upoštevali njegove želje, tako da je v bistvu tudi on sodeloval pri temu. Edino, kar sem še jaz imel kakšno besedo pri pogredu, ne, da včasih malo pobegnem. Ja, seveda. Če v spalnici... Na obisk, ja. Dretje, po domač povedati. Ker v spalnici smo zaenkrat še vsi 4. Se mi zdi zelo
priročno, da sta majhna otroka s tabo, ker se zbujata različno po noči. En hoče mleko, drug hoče dudo in je to lahko zelo naporno. Tako pa, če sta z nama, je lažje. Ne? In pol pobegnem iz fiziko. Steno spalnice krasi čudovita grafika, ročno delo Janinega prednika, ki se je prav tako kot ona ukvarjal z notranjim oblikovanjem, predvsem z načrtovanjem in izdelavo lesenega pohištva in je pred 100 leti študiral v Pragi. Medtem ko je bila grafika s svojimi barvami glavna iztočnica za opremo sobe, so na stenah v glavnih prostorih za zdaj prazni okvirji oziroma slikarska platna. Na steni vidim eno sliko, ki je velika in lepa, ampak je prazna. A čaka na umetniški navdih, koga izmed vaju, da jo bo napolnil? Tu se tudi jaz sprašujem. Ne vem, bo Jana povedala. Ja, ideja je bila takšna, da imamo še 2 takšna manjša prazna platna. Všeč so mi iz estetskega vidika ponovno. Uporabljam zemeljske tone, naravne barve morajo biti nevtralne, zato ker napolnimo mi prostor z svojo živahnostjo in pa knjige, igrače, kot sem že prej omenila. Zato čakamo Ivo pa Vrana, da bosta malo bolj risarsko usposobljena, tako rečem, in ima bova dala, to je plan Ivo, ima bova dala v roke enobarvno, mogoče črno barvico ali pa voščenko ali pa akvarel in bosta sama 2 nekaj. Kako zanimiva ideja. Ja. Dala sem si duška z opremljanjem, nekaj, kar je tvojega, se mi zdi, da boš res malo drugače naredil. Ne? Če imaš zvezane roke, če si podnajemnik, je vse in drugače. Zato je tudi vrt z velikim travnikom in 3 terasami velika pridobitev, saj omogoča precej prostora za bivanje in druženje. Jana in Ivo mu pravita tudi podaljšana dnevna soba, saj ogromno časa preživijo zunaj. Hiša za 5-člansko družino vseeno ni prevelika, je pa dovolj velika za topel dom. Ostalo je tudi nekaj prostora za Ivov konjiček in skriti zaklad. Sam ne vem pa, če smo že kdaj posneli zasebni muzej v neki privat hiši. Kaj pa je to, Ivo? Ja, res je. Pod lovsko sobo sem naredil muzej. Noter lahko vidite, se pravi, zgodovina ribnice, lesene izdelke, lončene izdelke, predstavitev suhe robe in lončarstva, pa še marsikaj bi se kaj najdlo. Ampak a si ti zdaj res s tem življenje poenostavil ali si ga v resnici zakompliciral, če si šel delati muzej? Ja, to se sprašujem tudi sam, ampak jaz mislim, da sem si ga. Bravo, čestitke. Samo vzdrževati ga moraš, ta muzej, mogoče dopolnjevati zbirko in vsem gostom je zelo všeč ta ideja. Hočete vedeti, kaj je v ribnici, pejte dol v klet, pa si jo gledajte. Simpel je.